Lep pozdrav vsem skupaj, ki ste danes prišli. Se pravi, no, zdaj malo sem bil že predstavljen, mogoče še na kratko, drugače sem že kar nekaj desetletij raziskovalec na Gozdarskem inštitutu, kjer se ukvarjam s temi fenomeni biotske raznovrstnosti, predvsem v gozdnem prostoru, pa deloma tudi izven gozdnega prostora. Se pravi, da imam precej široko, kot je že Katarina napovedala, široko področje. Tukaj se dotikamo tudi raznih fenomenov, kot je naprej podnebne spremembe, razni drugi vplivi, kot so invazivne vrste in tako naprej, kar negativno lahko vpliva na biotsko raznovrstnost. Drugače sem poleg tega, da sem raziskovalec na Gozdarskem inštitutu, sem tudi habilitiran predavatelj za področje varstva narave in okolja na Univerzi v Ljubljani oziroma Biotehniški fakulteti. Sem predavatelj pri predmetu ohranjanja biotske raznovrstnosti na Visoki šoli za varstvo okolja v Kranju, se pravi, da imam precej to področje se intenzivno ukvarjam. No, danes bi rad v tej moji predstavitvi nekako povezal dve svetovni globalni krizi, se pravi, prvo, zaradi katera smo danes se zbrali, so podnebne spremembe. To je ena taka globalni fenomen, globalna kriza, ki se dogaja pred našimi očmi, smo priča vsi. Druga pa je kriza biotske raznovrstnosti. Ta kriza je mogoče malo bolj prikrita, malo bolj nas mogoče direktno zadeva, ampak resnično zelo zadeva tako kot prva kriza. Se pravi, tle nekako bi poskušal povezati te dve globalni krizi. Zdaj, biotska raznovrstnost gozdov v Sloveniji sicer, to je zelo, bi rekel, ambiciozen naslov. Dejstvo je, da v enem kratkem takem predavanju ne more se predstaviti tega kompleksnega pojma oziroma teh, bi rekel, vseh kompleksne, široke teme, kot je biotska raznovrstnost, ker vemo lahko od genetskega nivoja do ekosistemskega, se pravi, malo zelo širok ta spektr v gozdu, se pravi, tega bom samo malo načel. Zdaj, pa začnem postavimo to nekako svetovni kontekst. Vidite, gozdovi so zelo pomembni, da imate eno lepo predstavitev slovenskih gozdov, si dovolj preberite mogoče v projektu Life Natura Viva, so kolegi z Nacionalnega inštituta za biologijo pripravili res tako nazorno predstavitev pomena gozdov kot ekosistema. V svetovnem merilu pa gozdovi pokrivajo približno tretjino kopenskega območja, se pravi eno tretjino, in so izjemno pomembni z vidika biotske raznovrstnosti, saj je več kot 80% kopenskih vrst, to se pravi, govorim predvsem živalih, rastlinah, glivah in pa tudi v drugih organizmih, se pojavlja v gozdu, se pravi, da je res to pomembno z vidika biotske raznovrstnosti. Tukaj pa živi tudi, ima življenjski prostor tudi 60 tisoč različnih drevesnih vrst. Gozdovi so izjemno pomembni, od gozdov je naš obstoj zelo pomemben oziroma ključen in sicer gozdovi nam nudijo različne ekosistemske storitve, pravi različne ekonomske, ekološke, socialne funkcije, se pravi, smo tesno povezani z gozdom in vendar z gozdom pa se ne ravnamo na tak način. Gozd nam daje, vendar mi ne vračamo na enak način. Namreč vsako leto na zemeljski obli skrčimo 13 milijonov hektarjev gozdov. Seveda, težko si predstavljamo, kaj je to, ampak če prevedemo površine Slovenije, to pomeni 6,5 Sloveniji skrčimo vsako leto na svetovni ravni. Se pravi, površina 6,5 Sloveniji. Zdaj, če grem naprej da se malo dotaknemo, oziroma da dobimo eno predstavo, kako izgledajo naši gozdovi, tam je lepo predstavljeno, da mogoče še nekaj statistike. Površina gozdov v Sloveniji je milijon hektarjev, oziroma nekaj več milijon 200, slabih milijon 200 hektarjev. To predstavlja 58%, se pravi, prej smo imeli eno tretjino, zdaj imamo skoraj 2/3, se pravi, Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi in na tej površini raste 370 kubikov lesa, se pravi, gozd je živa tvorba, ki gozd se skozi raste. To pa pomeni, da če bi spremenili to v neke kocke, velike, meter krat meter krat meter, bi dobili na vsakem hektarju, hektar je 100 krat 100 metrov, da vas mogoče spomnim, bi dobili na vsakem tem hektarju 304 take kocke, se pravi, imamo velike količine lesa na vsakem hektarju gozda v Sloveniji. To pomeni, kot rečeno, gozd je
živa tvorba in da v tej površini zraste, vsako leto priraste skoraj 9 milijonov kubikov, kar pomeni zopet na tej površini hektarja več kot skoraj 7,5 kubičnih metrov na vsak tak hektar. Zdaj z gozdovi že nekaj časa gospodarno, predvsem načrtno, že več stoletij nazaj so poskušali vzpostaviti en tak način, da bi te gozdove ne uničili, da bi jih pustili za zanamce in tudi še posebej v povojnem obdobju, govorim seveda po drugi svetovni vojni, so poskušali vzpostaviti en tak sistem, da ne bi preveč prizadeli, seveda gozdovi so bili takrat v tistem obdobju zelo prizadeti in takrat so začeli z načrtnim gospodarjenjem, se pravi, imamo nek sistem načrtovanja na različnih ravneh, pri tem pa upoštevamo 3 ključna načela. To so, se pravi, prvo je načelo trajnosti, gre za neko trajno, dolgotrajno upoštevanje raba dobrin v gozdu in tudi nematerialnih funkcij. Druga je sonaravnost, se pravi, upoštevamo neke naravne cikle, naravne danosti in jih poskušamo ohranjati tudi za prihodnost. Tretje pa je mnogonamensko, se pravi, da upoštevamo različne rabe oziroma tako v ekološkem, proizvodnem in socialnem smislu, se pravi, za različne funkcije gozdov. Zdaj, če malo ponazorim, te ekosistemske funkcije so zelo pomembne v gozdnem prostoru. Še posebej seveda je to pomembno, da je to gozdni prostor, je življenjski prostor številnih, se pravi njihov dom, številnih organizmov, kot so velike zveri, če naštevamo, seveda imamo volka, imamo risa in še posebej tukaj je izpostavljen medved. Potem imamo seveda, tu živijo veliko število drugih organizmov, kot so ptiči, sesalci, drugi, potem imamo plazilce in tako naprej. Vendar gozd nam nudi tudi različne ekosistemske storitve, med njimi so seveda poleg najbolj takega prepoznavnega, seveda je poleg lesa imamo tudi še nekatere druge proizvode. Vidite, tukaj v jesenskem času je zelo pomembno, da imamo veliko nabiramo, ravno v tem času veliko je bilo gopu v gozdnem prostoru, potem je pomembno tudi z vidika čebelarstva in pa seveda tudi druge, kostan in tako naprej. Ampak gozd nam ima pomembno tudi uravnalne ekosistemske storitve, nam nudi sicer uravnava podnebje, nekako blaži poplave, blaži razne druge, filtrira vodo v gozdu. Pomembne pa so tudi ekosistemske storitve v smislu rekreacije, estetike in duhovne koristi. Te kulturne ekosistemske storitve so bile še posebej pomembne v času korone, ko smo vsi odhajali v gozd in se sprehajali nekako. Potem so pa še nekatere podporne ekosistemske storitve, seveda kisik prihaja iz gozda, potem imamo nastajanje tal, oziroma prsti, kot rečete geografi, se pravi, vse te funkcije so zelo pomembne. Zdaj, malo za predstavo mi seveda obstaja veliko delitev Slovenije, eno od teh, ki jo uporabljamo v gozdarstvu, je tale, ki jo prikazujem tukaj, se pravi, gozdni prostor, oziroma v Slovenijo smo razdelili na 7 ekoloških regij, to je predvsem na osnovi nekih gozdnega rastja, se pravi vegetacije in pa tudi drugih nekaterih parametrov, kot je, oziroma sklopov, kot je geološke, pedološke, klimatske in seveda prej omenjene vegetacijske značilnosti. Ta delitev je temelji na predhodnih delitvah, to je ena od starejših delitev, ki je pripravil fitocenolog, to je strokovnjak za gozdno vegetacijo in sicer Max Vraber že tam konec 60-ih let. Zdaj, na osnovi teh delitev smo gozdove razdelili na gozdne rastišne tipe, to so neke pač kategorije v gozdu, ki so temeljijo na ekoloških in pa vegetacijskih razmerah, se pravi, to je za osnove. Tukaj vidite en tak prikaz, to je tipologija, se uporablja v gozdarstvu kot osnova za gospodarjenje, se pravi, upoštevamo, kakšne so izhodišča. Če bi šli v bolj podrobne delitve, obstajajo tudi bolj podrobne delitve, kot je to, bi potem prišli tudi na 200 različnih enot oziroma nekih podtipov v gozdu, se pravi, odvisno kakšno tipologijo uporabljamo.
Iz vidika biodiverzitete je Natura 2000 izjemno pomembna. Verjetno ste o tem večkrat že slišali, ampak vseeno mogoče na kratko. Slovenija je izločila kar 38% površin pod Naturo, to se pravi, gre za varstvena območja, to je evropski projekt, ki je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju Evropske unije. In seveda, se pravi, po tem kriteriju smo mi prvi med vsemi državami, največji delež Nature 2000 je izločeno prav v Sloveniji. Zdaj, pomembno je to, da je znotraj Nature 2000 ima največji delež, imajo gozdovi, se pravi, to pomeni, da so gozdovi razmerno dobro ohranjeni, se je kar več kot 70% tega zeleno obarvanega območja je gozdnatega. Znotraj tega imamo tudi posebne naravovarstvene kategorije, ki jih imenujemo habitatni tipi, v tem primeru govorimo o gozdnih habitatnih tipih, to se pravi, gre za skupine oziroma tipe gozdov. Med njimi so nekateri prednostni habitatni tipi, to pa pomeni, da se je Evropska skupnost ugotovila, da so to še posebej ranljivi, še posebej prizadeti tipi gozdov, oziroma tudi drugi habitatni tipi, za katere morajo nameniti posebno skrb, oziroma je še posebej odgovorna, da ne izginejo. Se pravi, to so posebej označeni, mogoče, da dobite en vtis, kako izgledajo gozdovi. Sej, verjetno dobro poznate, ampak vseeno. Zdaj, to so prevladujoči habitatni tipi, nekateri so zelo široki, pokrivajo velike površine, nekateri so pa, kot videli kasneje, so pa precej bolj prostorsko omejeni. Najbolj razširjeni habitatni tip je se imenuje ilirski bukovi gozdovi, to še iz časa Napoleonovih provinc, ko je bila, bi rekel, se ta provinca vlekla iz našega ozemlja proti Hrvaški do Bosne, se pravi, to nekako iz tega izhaja ta poimenovanje, ker gre za ta dinarski prostor, ampak v resnici je ta habitatni tip zelo širok, se imamo od dinarskih jelobukovih gozdov do nekaterih gozdov, kjer se recimo je primešana smreka ali macesen v visokogorju, potem imamo nižje dole, imamo različne bukove gozdove, kjer je primešan že pras, se pravi zelo širok razpon tega habitatnega tipa, zelo raznoliki, ekološko zelo raznoliki. V nižjih legah v tem gričevnem območju imajo lirsko-hrastove belogabrove gozdove, to so predvsem v tem območju, ker živimo, so precej pod udarom. Potem imamo srednjeevropske kisloljubne bukove gozdove, to so gozdovi, ki se pojavljajo predvsem na bolj kislih podlagah, se pravi v tem, če bi šli meriti recimo pH, ta bi ugotovili, da je nižji kot v primeru ilirskih bukovih gozdov in je v teh gozdovih je značilno, da uspeva manj recimo rastlinskih vrst kot v teh ilirskih bukovih gozdovih. V visokogorju imamo tako imenovane kisloljubne smrekove gozdove, se pravi, to so gozdovi, ki se pojavljajo recimo v teh visokih planotah, kot je Pokljuka, Jelovica, Pohore in podobno. Ti gozdovi so dostikrat bili intenzivno gospodarjeni, močno spremenjeni, zato je smreka včasih tudi lahko drugotna, se pravi, da ni bila od nekdaj na tistem območju. Potem pa imamo eno skupino habitatnih tipov, tako imenovanih prednostnih in manjšinskih habitatnih tipov, označeni s tisto zvezdico, kot ste videli prej. Eno je gozdovi ob rekah, se pravi, ta pas, najožji pas ob rekah se pojavljajo obrečne vrbove jelše jesenove, zelo pomembno ekološko, zelo prizadeto, pod vplivom različnih procesov, se pravi, spreminja se hidrologija in tako naprej, človek posega na različne načine. Blizu temu se pojavljajo poplavni hrastov jesenov in brestove gozdovi, ki so bolj pomembni z vidika gospodarjenja, ker rekel, mala lesna masa je večja, hrasti so bolj iskana vrsta. Potem imamo javorje gozdovi v grabah in na pobočnih gruščih predstavlja gozdovi, ker se pojavljajo tako imenovani plemeniti listovci, to so predvsem javori, jeseni in podobni. Plemeniti listovci, to je izraz, ki ga uporabljamo gozdarji, namreč gre za vrste, ki so ekonomsko zanimive, gospodarsko zanimive, pa hkrati imajo zelo pomembno meliorativno funkcijo, se pravi, da izboljšujejo rastišča tam, ker se pojavljajo. Se pravi, te so izjemno pomembne tudi z paralelnim projektom, kot je Care for Climate, se ukvarjamo z tovrstnimi gozdovi, imamo zdaj
drug tak podoben projekt, ki traja malo daljše obdobje, sistemski projekt, ki se imenuje Life IP Nature in to smo posebej vzeli takrat v ozir, oziroma naš cilj je izboljšanje stanja teh gozdov. Potem imamo barjanske gozdove, to so malo površinski gozdovi v območju, v bližini Barje, kjer se pojavlja na šotnih tleh, na nekoliko drugačnih, precej namočenih tleh, tu smreka raste zelo počasi, zelo ekstremne razmere. Ekstremne razmere so tudi v tem gozdu Črnega bora, na ekstremnih legah, v Alpah predvsem, pa tudi nekaj v Dinarski in centralni Sloveniji. In seveda nad gozdom pa se pojavljajo tudi ruševje z zlakovim skečem. En habitatni tip, ki je ravno tako zelo izpostavljen. Zdaj, če omenim še glede drevesnih vrst, v Sloveniji poznamo 71 samoniklih, to se pravi naravnih, tistih, ki so dejansko prisotne od nekdaj, drevesnih vrst. Med njimi seveda so nekatere, ki so zelo redke, jih imamo tu pa tam, komaj da še najdemo v naravi, nekatere pa so zelo splošno razširjene, med njimi so bukov, evropska buka imenovana tudi, ker zasega oziroma obsega 33% v lesni zalogi slovenskih gozdov. Tu vidite razprostranjenost oziroma razširjenost buke v Sloveniji. Tam, kjer je bolj rdeče, pomeni večji delež, tam, kjer je zeleno manjši, kjer je pa belo, pa seveda tega ni. Tukaj imamo prikazano drugo vrsto, tu je smreka. Vidite, da največja koncentracija smreka je v alpskem območju, pa tudi nekje v dinarskem območju, se pravi ta rdeča območja nakazujejo večji delež lesne zaloge. Potem tretja vrsta, ki ima 7,5%, je jelka, se pa pojavlja predvsem v dinarskem območju in pa na Pohorju. No, zdaj, malo bi se zdaj, to je nekako za uvod predstavitev mogoče gozdov, zdaj bi se mogoče malo dotaknili še podnebnih sprememb in potem posledic. Zdaj, dejstvo je, da temperatura zemeljske obli se je spreminjala tekom milijonov let, kot vidite tukaj prikazan. Namreč, tu vidite graf, ki prikazuje ta odklon temperature. Tu so znanstveniki na različnih, na osnovi različnih študij poskušali oceniti, kakšno je bilo stanje oziroma kakšna je bila temperatura v celotnem zemeljskem obdobju oziroma daljšem zemeljskem obdobju. In nekako v času, ko so izumirali dinozavri okoli 60 milijonov let, naj bi bila temperatura kar 15 stopinj nad nekim povprečjem. Se pravi, takrat tudi nismo imeli nobenih ledenih pokrovov na severnem in južnem polu, potem pa se je počasi ta temperatura zniževala, spuščala, se pravi, je tam nekje pred približno 3 milijoni leti, v začetku, pleistocena, tam nekje se je začela, se pravi, je padla pod povprečje, vidite, in začele so glaciali, interglaciali, se pravi, obdobje, ker je bilo v pleistocenu neka zelo hladno obdobje, kot vidite tukaj spodaj, pa smo imeli vmes neko malo toplejše obdobje, skratka bo neko nihanje, ampak vseeno bilo to obdobje zelo hladno. No, v tem času, da so našli prve ostanke človeških fosilov, se pravi, da nekaj človek je bil prisoten že takrat pred 300 tisoč leti, verjetno že prej, ampak iz tistega obdobja so v Maroku našli ostanke. Ampak človek je nekako, mi smo imeli srečo, smo preživeli to obdobje, to hladno obdobje, medtem ko nekatere vrste niso imeli tako sreče, kot je na primer mamut, ki je nekako večina mamutov, to je bilo šlo za več vrst mamutov, seveda, je večina izumrla pred nekje 12 tisoč leti. En od ostankov mamuta smo našli tudi v bližini Kamnika, v dolini Nevlice, mogoče kdo pozna, tam pred drugo svetovno vojno, ampak večina teh je propadla zaradi teh neugodnih razmer. Zdaj, če skočimo malo naprej, se pravi, potem je temperatura bila nekje okoli povprečja se in ko se pa prišlo do industrijske revolucije, to je tudi en tak pomemben mejnik, ko smo začeli uporabljati fosilna goriva, se pravi, najprej premog, pa potem še nekatere druge, so se stvari zelo drastično začele spreminjati. Se pravi, tista temperatura se začela kar nekam nepredvideno dvigati in napovedi za prihodnost so, skoraj take kot v času izumiranja dinozavrov. Se pravi, da bi v nekaj stoletjih, če se ta trend nadaljuje, se lahko zgodi, da se bo naše ozračje izrazito segrelo. Zdaj, če pogledamo še, kako je v Evropi v času po industrijski revoluciji, kaj se dogaja, se pravi, v začetku je temperatura nihala okoli nekega povprečja, potem pa vidimo tam nekje okoli leta, recimo 60,
je pa ta trend šel rahlo, mislim, izrazito navzgor in gre čedalje bolj navzgor. In seveda se sprašujemo, kaj se bo dogajalo v naslednjih desetletjih, stoletjih. Seveda, lahko gremo navzgor, lahko se obrne, ampak nihče ne ve, ampak sedanji trendi nam ne kažejo prav dobro. Zdaj to še en prikaz, kaj se dogaja s temperaturo od leta 60, oziroma tudi študije v daljše obdobje narejene. Ugotovili so, da se zemeljska obla segrela za slabo stopinjo v 20. stoletju in večina tega segrevanja ne bi bilo na račun, to, kar sem prej govoril, na račun obdobja po letu 60. Se pravi, in ugotovili so, da se zemeljska obla močno segrela, predvsem na severni polobli, vidite to, kar je rdeče, prikazuje, da pa nekatera območja, vidite gor povsem na vrhu, ne upam, da se vidi, so pa zelo temna in to pomeni, da se je tisto območje povsem na severnem polu, da se je segrelo celo za 9 stopinj, kar je pa to drastično za te razmere. Seveda nekatera območja so se ohladila, tu vidimo morje ob Antarktike, vendar sama Antarktika se ravno tako segrela v tem obdobju. Zdaj, krivc za tako dogajanje je predvsem so toplogredni plini in med njimi je glavni verjetno, oziroma ugotavljamo, da je ogljikov dioksid. Tukaj je en prikaz, NASA je izmerila koncentracije ogljikovega dioksida na zemeljski obli in vidimo, da točno v tem na severnem polu oziroma severni obli je severni polovici, se pravi, imamo največje koncentracije, še posebej pa so na polih, vidite to, ta belo, vijoličasti odtenki pomenijo največje koncentracije CO2 na severnem polu. Kaj se je dogajalo s podnebjem oziroma s temperaturom konkretno v Sloveniji? Vidimo, da to so meritve od leta 60. Vidite, da tam nekje do leta do 2000 so bile večina podpovprečne temperature, potem pa po letu 2000 imamo same praktično nadpovprečne temperature, kar te prikazuje te rdeči stolpci. Ocenjeno je bilo, da se je Slovenija segrela, celotna Slovenija, za nekje okoli 2 stopinje v tem obdobju od leta 60 do 2011, se pravi v 50 letih, za 2 stopinji. Največ se je temperatura povečala v poletnem času. In poveča se količina sončnega obsevanja, še posebej pomladi in poletje, se pravi že takrat, ko je ponavadi že problem suše, vročina, se pravi imamo še dodatno večje količino sončnega obsevanja. Količina padavine težje napovedovati, vendar vseeno ugotovili so, da se je količina padavin zmanjšala na nekaterih območjih, predvsem zopet v pomladnem in poletnem času, kar je zopet, razumemo, da pride do, če imamo manjko padavin, pa višje temperature, to pomeni, da pač pride do sušenja. Potem na letni ravni pa se je količina padavin zmanjšala predvsem v zahodni polovici, se pravi tam, kjer je največ padavin, se pravi v dinarskem alpskem območju, kjer je v bistvu padavine so motor tega dogajanja v Alpah, se pravi te gozdovi, o katerih govorimo, so brez teh, so izgubljene, se pravi, če se zmanjša količina padavin, so lahko zelo pod udarom. Dodatno, kar je zelo pomembno tudi za nas, se pravi, kar se tiče vodne preskrbe, je pomembno, da se zmanjšala snežna odeja in še posebej v višjih legah, pa tudi po nižjih legah. Tisti, ki smo malo starejši, se spomnijo, da smo v mladosti, da je bilo tudi v poletnem času, oziroma je bilo v letih, je bilo precej več snežnih padavin, kot recimo je zdaj v povprečju. To je še ena študija, ki smo je na osnovi ARSO podatkov, podatkov naše agencije naredili pred časom in smo ugotovili, vzeli smo par postaj, se pravi, v prvem primeru gre za 5 meteoroloških postaj, kjer smo imeli nepretrgan cikel in gotovili smo, da se temperatura v tem obdobju na teh 5 postajah povečala skoraj za 4 stopinje, oziroma 0,4 stopinje na desetletje, oziroma če prevedemo v stoletje, to je skoraj 4 stopinje. Še posebej je ta strmi trend naraščanja značilen za zadnjih 30 let, gor vidite, kako se je ta krivulja strmo narašča, se pravi, da je povečevanje za več kot za 0,4 stopinje v tem času na desetletje. Zdaj, potem smo povzeli
zadnje obdobje s 25 meteoroloških postaj, ki so razprostranjene po celotni Sloveniji in smo ugotovili, da se zopet podobne številke, letna temperatura, da se povečuje za 0,44 na desetletje, oziroma če prevedemo v stoletje, se bi Slovenija po tem trendu segrevala za 4,4 stopinje. Če pa vzamemo poletne temperature, pa ta trend naraščanja še bolj strmo, se pravi, bi pa lahko bilo poletne temperature še mnogo više kot povprečne letne. Zdaj, da dejansko se nekaj dogaja, to je tudi en prikaz iz študije, ki so jo opravili na Arsu, vidite, da so ta vroča oziroma nadpovprečno toplo poletja, prav v zadnjih desetletjih imamo največ teh vročih let, se pravi ta rdeče barve nakazuje, medtem ko je bilo prej v glavnem podpovprečno, se pravi hladnejša leta smo imeli pred časom, recimo pred letom 1990 ali pa 2000. Potem na drugi strani pa vidimo, da se je število vročih dni, to pomeni temperatur nad 30 stopinj, močno povečalo. Zdaj imamo tukaj dva primera. Zdaj, če gledamo recimo Novo mesto, je imelo tam okoli leta 60, tam nekje od 5 do 15 recimo vročih dni. Zdaj v zadnjem obdobju se pa te število vročih dni lahko dvigne tudi 50. Če pa pogledamo Bilje pri Novi Gorici, ker je precej bolj vroče na splošno, se pravi višja temperatura, pa imamo teh vročih dni lahko še celo preko 70. To se pravi, da se dejansko močno segreva. Če se pravi naše napovedi v prihodnosti, zdaj sicer prej sem nakazoval, da lahko ta trend, če se nadaljuje, ampak večina naših napovedi je vezanih glede na koncentracijo oziroma emisije toplogrednih plinov. Se pravi, toplogredni plini verjetno poznate to, da pač ustvarja se en tak učinek, kot bi toplo gredal na vrtu, da se pravi, zapira se ta naša atmosfera in potem ta, rekel, dolgo valovno sevanje ne izhaja v celoti oziroma nazaj v vesolje, pa postaja noter tega in se segreva. Zdaj, glavni krivec za to, oziroma glavni dejavnik, ki prispeva k naraščanju oziroma k učinku tople grede je ogljikov dioksid, drugi je metan in potem so še nekateri drugi plini in na osnovi tega je IPCC, to je medvladni panel za podnebne spremembe, je pripravil različne scenarije, se pravi odvisno od emisij, od koncentracij ogljikovega dioksida in od drugih toplogrednih plinov in so pripravili različne scenarije. Tam okoli leta 2000 so bili pripravljeni tako imenovani stres scenariji, da vidite, to je oklešalo za tisto, za daljšo dikcijo in upoštevali so različne demografske, tehnološke, ekonomske učinke, kaj se bo dogajalo oziroma kakšen bo razvoj in prišli so do nekaj takih krivulj, ki kažejo, da se bo koncentracija oziroma emisije, da se bodo povečevale. Zdaj, novejše napovedi pa so tam okoli z leta 2014 od iste organizacije, kjer pa upošteva ne emisije, ampak konkretne koncentracije. In zdaj po te novejše napovedi pričakujemo, da če bomo res, rekel, ukrepali, se lahko zgodi, da bo koncentracija ostala približno na istem nivoju, se pravi, to je ta. Če pa se bodo stvari odvijale v tej smeri kot trenutno, se pa lahko zgodi, da imamo koncentracije nekajkrat, 3-krat, 4-krat večje, kot je trenutno. Se pravi, gre za precej drastične napovedi in te napovedi, če jih prevedemo nekako v spremembe temperature, vidimo, da če bo ta povečanje nekajkratno, se pravi, lahko se zgodi, da bo tako zemeljsko obla kot Slovenija, da se bo segrela za tam okoli 4 stopinje, Slovenija celo več kot za 4, to se pravi, to je tisto, kar se dogaja zdaj, oziroma tisto, kar sem prej pokazal. Če pa bomo, rekel, če bomo stvari spremenili, če bomo res zaustavili ta trend, pa se bo ozračje tako na zemeljski obli kot pri nas segrelo tam za kakšno 1 ali mogoče 2 stopinje. Zdaj, če preidem še na kakšni so vplivi podnebnih sprememb na gozd. Zdaj, stvari so zelo kompleksne, se pravi, podnebne spremembe imajo zelo veliko obrazov, nekateri so bolj očitni, zdaj govorimo recimo o abiotskih poškodbah, pokazal bom nekaj posnetkov kasneje, potem poškodba zaradi insektov, to so predvsem očitne poškodbe, nekaj se pa dogaja v ozadju, imamo na primer zmanjšanje vitalnosti drevesa se počasi ali pa tudi drugi organizmi njihova vitalnost se zmanjšuje,
priraščanje, kar je zelo pomembno, prej sem govoril, ekonomsko so zelo pomembne te količine lesa, ali tudi z drugega vidika, se pravi, priraščanje se zmanjša in počasi se ta drevesa začnejo umirati, se pravi, da je to bolj tak prikrit proces, ki ga ne opazimo mogoče na prvi pogled. Potem spreminja se lahko habitati različnih vrst, se pravi, spreminja se vrstna pestra rastlinskih, živalskih vrst. Zdaj, mi imamo že nekatere študije, ko ugotavljamo, da se je že nekaj spremenilo, vendar to so kratko obdobje, da bi lahko zanesljivo trdili. Je par primerov, recimo ravno, ker je Cipra tukaj gostitelj, naj povem, da se v alpskem prostoru že leta poteka en projekt Gloria, ki ugotavlja konkretno, merijo temperaturne spremembe, merijo tudi spreminjanje habitatov oziroma premikanje določenih rastlinskih vrst. Se pravi, to gre za neke pomike, lahko sever-jug po zemeljski obli ali pa seveda po nadmorskih višinah se lahko spreminjajo. Se pravi, napovedi, recimo Švicarji so napovedali, da se bodo gozdovi, kjer so v kolinskem delu, v gričevnem delu, da se bodo pomaknili više v gorsko območje. Se pravi, prihaja lahko do takih še bolj prikrito, še bolj ozadje je sprememba genetskega potenciala, seveda spreminja se drevesna sestava, vrstna sestava, tudi drugi organizmi, se pravi, gre za bolj prikrite pojave, pa seveda pomembno, v tem bo verjetno Boštjan več govoril za mano, bo tudi sprememba zalog oblika, se pravi, da je tudi iz tega vidika zelo pomembno, vse pa je med sabo zelo prepleteno. Zdaj, nekaj takih očitnih prizorov oziroma očitnih vidikov podnebnih sprememb, zdaj tu vidimo posledica vetrolovnih snegolovov v zadnjih nekaj letih, mislim, da je bilo najstarejše tam 2008, so te nekateri posnetki, drugi so pa novejši, se pravi, takole izgleda, gozd ne povsem porušati. O gozdnih požarih ste letos slišali v medijih zelo veliko, namreč vemo, da smo letos je Slovenija doživela oziroma je utrpela najhujši gozdni požar, skoraj na 3000 hektarih, imate en posnetek kot tam. Zdaj se veliko ukvarja v gozdarstvu, kako bomo sanirali te posledice, se pravi, to je velika težava. To je težava, ki je vse skozi prisotna v Mediteranu. Potem pogost pojav v gozdarstvu oziroma v gozdovih so smrekovi podlubniki ali popularno rečeno lubadari. Taka je slika, se pravi, gre za zelo, rekel, ničkaj prijazne situacije. No, največji katastrofalni dogodek, ki se je zgodil v gozdovih, pa je bil žledolom leta 2014. Tu vidite nekaj posledic, to je posnetek recimo povsem zraven naših gozdarskih inštitutov, ki imamo v Rožni dolini, se pravi blizu gozda. To je bila podoba, ampak taka podoba je vse povsod v tistih območjih, ki jih vidite obarvano rdeče, oranžno, se pravi, tam so bile največje poškodbe, tam so bili gozdovi izrazito poškodovani in zdaj na osnovi poskušali smo, v preteklosti smo poskušali napovedati, kaj se bi lahko dogajalo z našimi gozdovi in uporabili smo tako imenovane stres scenarije, ki jih je kolega klimatolog Klemen Bergant apliciral na Slovenijo, se pravi, mi smo uporabili takrat in smo oblikovali nekak 3 sklope scenarijev. Prvi je optimistični scenarij, kar pomeni, to se pravi, to je označeno zeleno, da se temperatura rahlo dvigne, hkrati pa se dvigne tudi poveča količina padavin. Se pravi, to pomeni, da bi imeli v prihodnosti toplo, vlažno podnebje. Na drugi strani imamo pa ta rdeči scenarij, pesimistični scenarij, gre pa za vroče, sušno podnebje. To pomeni, da bi se temperatura maksimalno dvignila, se pravi za nekaj stopinj, hkrati bi se pa še zmanjšale količine padavin. In na osnovi tega smo mi poskušali napovedati, kaj bi se lahko dogajalo z našimi drevesnimi vrstami, z našimi gozdovi. In tukaj vidite en prikaz bukve, ki je najpogostejša drevesna vrsta v Sloveniji. Rumeno območje, oziroma bolj oranžno območje pomeni večji delež, večje lesne zaloge bukve, modro območje pomeni, da te vrste skoraj ni ali je zelo malo prisotna. Se pravi, bukve ni na Primorskem, potem nekih težinskih območij bukve zelo malo. In vidimo,
kaj bi se lahko zgodilo. Uporabili smo srednji scenarij, nič ekstremnega. To pomeni, da bi se, če se ta scenarij uresniči, potem je Bukov zgubi svoje delež oziroma svoj življenjski prostor, predvsem na osrednji in pa vzhodni Sloveniji. Ali je to možno? Glede na izkušnje iz Madžarske, samo malo čez mejo, se pravi Zala območje, se to lahko zelo hitro zgodi. Na Madžarski je bilo leta 2003-2004, ko je bilo tisto toplejše 2 leti, se je zgodilo, da je Bukov se posušila na ogromnih površinah. Prišli so najprej bil ta sušni stres pri Buki, potem pa so se pojavili še neki sekundarni organizmi, ker so Bukov povsem uničili, tisto imate posnetek od tam, tisto zgoraj. Se pravi, da ta scenarij je možen tudi pri nas. No, kaj napovedujejo pa za Bukov v evropskem merilu? Območje, kjer je obarvano zeleno, pomeni, da je za Bukov ugodno. Se pravi, trenutno stanje nekako takole. Bukev je prisotna v celotni srednji Evropi, po celotnem našem dinarskem območju, se pravi, po bivši Jugoslaviji, potem Balkanu in tako naprej. In če se uresniči eno od teh scenarijev, se bo Bukov moral pomakniti, se pravi, v višje lege, lahko bo primerno za Bukov bo še zmeraj ostalo v višje ležečih, se pravi v Alpah, v Karpatih in pa na severu Evrope, se pravi južni del Skandinavije, potem Baltiško območje in tako naprej. Se pravi, da je Bukov precej izgublja svoj prostor v srednji Evropi. Zdaj, če pogledam še, kaj bi se lahko dogajalo s smreko. Vidite, smreka, že prej sem rekel, smreka je zelo, ima velik delež zelo razprostanjena v alpskem območju, na Pohorju, Koroškem, deloma tudi dinarskem, ampak tudi razširjena s človekom, tudi po teh nižinskih legah, po, rekel, včasih tudi celo v ravninah ali pa v kolinskem delu, v pričevnem delu. In če se uveljavi samo ta srednji scenarij, ki smo ga uporabili, bi lahko smreka zgubila ogromen delež v tem srednjem delu, se pravi v nižjih in tudi v višjih legah. Se pravi, smreka, ki je ekonomsko zelo zanimiva vrsta, ker nas lesna, se pravi, les je zelo, rekel, kvaliteten, uporaben. Tu je še napoved za jelko. Jelko, kot rečeno, je jelka najbolj razširjena v dinarskem območju, v dinarskem gorstvu in pa na Pohorju. Se pravi, tudi ta vrsta bo po teh napovedih precej izgubila. No, tukaj je pa še ena integralna napoved za drevesne vrste v celotni Evropi. Vidite, da se podobno kot mi napovedujemo, oziroma z našimi modeli, se kaže, da bi smreka izrazito zgubljala do konec stoletja. Bukov pa v prvem obdobju, tam nekje do 2040, bi pridobivala, se pravi, bi celo nekaj pridobila, se pravi, bi se povečal njen delež, potem pa v naslednjem obdobju bi jo ravno tako padalo kot smreka. Zanimivo, da bi napoveduje, da tudi upad deleža borov in na drugi strani se bodo pa razširili neke bolj termofilne, toploljubne vrste, ki so prilagojene na te sušne razmere. Vidite sliko, kaj se dogaja, oziroma kaj bi se lahko zgodilo. Razširili bi se določene vrste hrastov, ki so bolj sredozemske, mediteranske, v naše območje. V Bukov bi ostala, kot smo že tudi prej rekli, v nekem tem območju Alp, Karpatov, vendar bi se te ugodne območja za Bukov bi se predvsem pomaknili proti severu Evrope. Za smreko pa bi ostalo ugodno samo na severnem delu Skandinavije, oziroma zgornji polovici Skandinavije in pa seveda najvišjih legah v Alpah in pa Karpatih. Zdaj sem govoril o drevesnih vrstah, da bi pa samo še par besed o gozdnih tipih. Tudi s tem, z napovedi prihodnosti za različne gozdne združbe oziroma gozdne tipe smo se ukvarjali v naših študijah in sicer eno od bolj zanimivih gozdnih združb ali tipov so dinarski jelobukovi gozdovi. Namreč ti gozdovi so izjemno pomembni, tu vidite njihovo razširjenost v tem dinarskem gorstvu. To so gozdovi, ki so pomembni z gospodarskega vidika, so ekološko zelo občutljivi, se rastejo na apnencu, dolomitih z zelo plitvimi tlemi, z majhno vododržnostjo, hkrati pa so še naravovarstveno izjemno pomembne. To je življenjski prostor vseh treh velikih zveri,
veliko število ptičev in drugih organizmov, tudi nekih redkih vrst mahov, recimo, s katerimi se sam tudi ukvarjam. No, in to je bila naša napoved, se pravi, ta tip gozda, ki je trenutno razširjen na približno 11% gozdnega prostora, bi se njegov delež oziroma površine, ker bi ta gozd še uspel, bi se skrčil samo na tam nekje 6-7% po optimističnem scenariju. Če pa pogledamo ta najbolj pesimistični scenarij, bi pa površin oziroma rastišč, kjer bi ta gozd lahko še uspel, sploh ne bi bilo več v Sloveniji. In kaj se je dogajalo v zadnjem obdobju? Leta 2014 je dejansko z žledom, pa še nekje nespremljujoči pojavi, kot je videli kasneje, se dejansko so bili ti gozdovi daleč najbolj pod udarom. Zdaj vidimo razširjenost teh gozdov, tam pa so prikazano območje, ker je bilo po žledu so bili najbolj prizadeti, se pravi, tista rdeča pomeni največja poškodovanost gozdov po žledolomu. Se pravi, da gre dejansko za neko uresničevanje teh naših napovedi na žalost. No, ponavadi ugotavljamo, kakšno je stanje v gozdovih na osnovi tudi poškodovanosti, na osnovi sanitarnih sečenj. Sanitarna sečenj pomeni, da moramo odstraniti, se pravi, urgentno zaradi nekih dogodkov, moramo odstraniti poškodovan les, se pravi, ni tiste redne sečne, ki jo imamo po nekih načrtih, ampak moramo nekako posegati v gozdove urgentno, kot je bilo v primeru zdaj, recimo, požarov, potem je bilo. In zdaj, če pogledamo, kakšen je bil delež te sanitarne sečne, kakšen je delež poseka zaradi izrednih dogodkov, zaradi teh ujm, vidimo, da se do leta 2013 je bil ta delež približno 1/3 celotnega poseka. Se pravi, 1/3 do tistega, kar smo morali urgentno posekati zaradi poškodovanosti, ostalo smo pa nekako po načrtih. S pojavom žledoloma, ki je označen z temle rozasto barvo, so se stvari precej obrnile. Se pravi, po letu 2014 in naprej je ta delež sanitarnega poseka skočil na 2/3, se pravi, z 1/3 na 2/3. In naprej, se pravi, ta učinek žledoloma, se pravi, smo morali še pospravljati so les še v naslednjih letih, ampak vzporedno je pa kot domino efekt se zgodil, ker so bila pa drevesa v žledolomu oslabela, se pravi, prišlo je do obremenitev dreves in trganje teh drobnih koreninic, ki srkajo vodo in hranila, in kar naenkrat so bile recimo smreke oslabele, čeprav na prvi pogled mogoče vse v redu, ampak in se je zgodilo, da so potem je prišlo do množičnega napada podlubnikov. Se pravi, tista rdeča pa kaže, se pravi, da so insekti, da so imeli velik učinek. Potem, ker smo imeli velike površine v gozdu odprte zaradi žleda in pa zaradi poseka smrekega lesa, je kar naenkrat zagon dobil še veter. Se pravi, prišlo je še do vetrolomov in to vidite ta zeleno barvo. Se pravi, da so vsi ti učinki povzročili veliko poškodbe v gozdovih, veliko bolj so bili prizadeti iglavci kot listavci, to vidite gor, tisto krivuljo označuje samo v času, žledoloma, je bilo relativno blizu, drugače pa vse skozi so bolj prizadeti iglavci, predvsem na račun seveda podlubnikov. Zdaj, vidimo, kakšen je delež, se pravi, insekti v tem obdobju, ko imamo prikazano, so imeli največji negativen učinek, drugi zatem sta bila vetrolom in žled. Žled je bil seveda samo enkraten dogodek, ki pa je imel učinek še naslednje leta. Zaradi teh ujm, ki se dogajajo, je v slovenskih gozdovih v zadnjih letih poškodovano več kot 1% lesne mase, se pravi, več kot 1% lesne zaloge. Tu so še, rekel, številke, kakšne so to količine po vseh teh ujmah. Zdaj, kaj se pa dogaja še z drevesnimi vrstami? Ali se naši te negativni, žalostni, tragični scenariji uresničujejo? Dejansko ugotavljamo, da se delež smreke se izrazito zmanjšuje v zadnjem obdobju, še posebej v zadnjem obdobju 10 let. Na drugi strani pa delež bukva se je rahlo povečal, se pravi, da je bukov nekako profitirala na račun smreke. Jelka
je bila zelo prizadeta v obdobju tam nekje že pred letom 2000, pa tudi še potem, ampak zdaj pa nekako stagnira, ampak njen delež je precej majhen. Ugotavljamo, da so te ključne, glavne drevesne vrste, da so zelo prizadete in njihov delež se počasi zmanjšuje, to govorim seveda o teh treh vrstah, ki so napisane tam, se pravi bukov, jelka in smreka. Kot rečeno, veliko bolj so prizadeti iglavci kot listovci. Zdaj, če samo na kratko povzamem, se pravi podnebne spremembe in pa tudi motnje, ki spremljajo te podnebne spremembe, povzročajo močno vplivajo na strukturo, vrstno sestavo in pa seveda značilnosti in pa delovanje gozdov. Rekli smo, da če se nadaljujejo ti trendi segrevanja, se bo naše ozračje segrelo v 100 letih lahko za 4 stopinje ali celo več, še posebej pa v poletnem času. Prej sem rekel, da so te biotske, te očitne poškodbe, ki se dogajajo, oziroma te ujme povzročajo poškodbo več kot 1% lesne zaloge gozdov. Največji tak dogodek, ki se je zgodil, smo rekli, da je žledolom, ki je bil leta 2014, vendar vsemu temu se potem sledili različne druge ujme, kot so podlubniki in vetrolom, kar je povzročilo povečanje sanitarnega poseka z 1/3 na 2/3. Zdaj, če se bo ta trend segrevanja nadaljeval, bodo te bukovi gozdovi, mi rečemo mezofilni, se pravi uspevajo nekih teh podgorskem pasu, se pravi teh neskrajnih legah, se pravi te bukovi gozdovi se lahko spremenijo v neke bolj toploljubne oblike, se pravi pride neke vrste, ki so bolj prilagojene na sušne razmere in tukaj, če pa bo ta trend se še nadaljeval, pa bo, rekel se, lahko zgodi, da bodo na mesto bukve prevladali neke druge vrste, mogoče tiste, ki so danes nekje v našem Primorju ali pa mogoče tudi širše Mediteranu. Ni izključeno, da bi se tudi, rekel, vedno zelena tipična mediteranska vrsta razširila, ki je zdaj prisotna samo na posameznih manjših površinah. Se pravi, problem je, da seveda ti gozdovi, kateri se lahko, rekel, pojavijo, razvijajo v določenem času pri nas, so gospodarsko predvsem manj zanimivi oziroma nima nekih gospodarskih učinkov, gospodarske vrednosti, hkrati so pa veliko bolj občutljivi recimo na požare ali pa tudi neke druge vplive. To imamo, tak primer je bil recimo na Krasu, se pravi, to gre lahko za take gozdove, ki bodo v poletni suši še bolj izpostavljeni požarom. Dogaja se, da se gozdovi smreke in pa tudi deloma drugih iglavcev, kot je jelka, da se počasi spreminjajo v gozdove listovcev, se pravi, da te iglavci počasi izgubljajo. In ugotavljam, da se delež smreke v zadnjem obdobju že močno zmanjšal, predvsem v nižjih legah, kjer je človek pospeševal na njej bolj neprimernih rastiščih, se pravi v nižinah, ker prihaja do poletne suše, potem se pravi do tega sušnega stresa sledijo podlubniki in rezultat je tle, da se seveda potrebno odstraniti velike količine napadlega lesa. Potem, zdaj, če se nadaljujejo, če se bodo uresničevali trendi, bodo primerna rastišča, primerne površine za te ključne drevesne vrste, bodo predvsem, rekel, gorski, visokogorski pas, se pravi, in delež bukve, oziroma delež teh drevesnih vrst se je že zmanjšal, torej gre v to smer. In pa pričakujemo se, da se bo na drugi strani povečeval delež nekih toploljubnih drevesnih vrst. Zdaj mogoče samo eno razmišljanje za konec, kako ukrepati. Zdaj, zelo težko je zdaj z nekimi konkretnimi, zdaj bo seveda o tem bo več verjetno govoril Boštjan, ampak vseeno, kljub temu, da so napovedi precej črnoglede, je nekako smiselno nadaljevati s naravnim načinom gospodarjenja, upoštevanje vseh teh drevesnih vrst, ki jih imamo. Tukaj imamo različne provenience, se pravi znotraj posameznih vrst imamo genetsko zelo raznolike provenience, ki se lahko različno odzivajo na podnebne spremembe, se pravi, to je potrebno upoštevati. Zdaj, seveda v gozdarstvu so tudi razmišljali, da bi pa mogoče pospeševali neke vrste. Tukaj je, naprimer, Douglasija ena od drevesnih vrst, ki se je zelo dobro obnesla v podnebnih spremembah, oziroma v teh žledolomov in pa drugih vplivih, vendar je nekako moral biti pri tem seveda previdni. Lahko vemo na manjših površinah, ampak ne pa zdaj, da bi na silo uvajali neke druge drevesne vrste, ki bi povsem spremenili naše gozdove.
Vzdrževati je treba neko naravno biotsko pestrost na čim večji ravni, se pravi gozdovi naj ostanejo čim bolj razgibani, kolikor se da. Paziti pa je treba pri tem, da seveda te gozdove, da ne odpiramo, da ostanejo strnjene površine s čim manj sestojnih vrzeli, ker te odpiranja pomenijo, da se mikroklima v gozdovi, da se močno spremeni, se pravi ekstremni pogoji se ustvarjajo. Opazili smo tudi, da je to odprte površine so idealna priložnost za razne invazivne vrste, se pravi, gre tukaj še za nekatere druge momente, ki so lahko tukaj prisotni. Zdaj, s tem jaz zaključujem z upanjem, da bomo še v prihodnosti še zrli take prizore v jesenskem času, kot je tale recimo bukov gozd na vznožju Kamniških Alp in upam, da nam bo naša prihodnost tako črnobleda, kot je na onej polovici. Hvala. Zdaj bom Lado predstavil slovenske gozdove oziroma širši kontekst, pa kako podnebne spremembe lahko vplivajo na gozdove. Jaz bom pa zdaj v bistvu v kontrasmeri, kako pa v bistvu gozdovi lahko prispevajo tudi pri blaženju teh podnebnih sprememb in kaj tudi v bistvu lahko mi naredimo pri gospodarjenju z gozdovi. Zdaj, sam pokrivam imenovan sektor LULUCF, to je raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč in pa gozdarstvo, ki se v bistvu pač poroča po konvenciji in pa po Kjotskem protokolu, ki bo sicer letos se končal. Pa če začnemo na začetku malo o svetovni bilanci ogljika, bom to malo bolj na hitro, glede na to, da večkrat zamujamo, se pravi, približno 90% emisij se zgodi zaradi zgorevanja fosilnih goriv. Se pravi, približno 50% malo manj ostane v atmosferi, medtem ko približno 10% prispevajo spremembe rabe zemljišč, se pravi, ali če skrčimo gozdove, ali če recimo spremenimo travno ponivo in tako naprej. Približno četrtino absorbirajo oceani in pa slabo tretjino kopenska biosfera, se pravi, tukaj so ključni gozdovi. Te podatki so že malenko stari, ampak razmerje se niso bistveno spremenile. Zdaj, to so emisije po svetovnih regijah. Vidite, da velik delež prispevajo te velike države, kot so Amerika, Kitajska, potem vidite gor Oceanija, Afrika in pa seveda tudi Evropska unija. Te se v bistvu drastično povečujejo. Zdaj, seveda, predvidevamo, da je v bistvu, kot je že Lado omenil, to so začeli po industrijski revoluciji in da je pa zato kriv v bistvu CO2 oziroma toplogredni plini. Čeprav na internetu boste najdeli vse sorte zarote in se pač tudi ljudje sprašujejo, a je mogoče za kakšna druga teorija. Pač ena izmed teorij je, ne vem, da bi imel pač hod sonca, potem so tako imenovani Milankovićevi cikli, ki se dogajajo na nekaj 10.000 let, ampak glede na to, da znanstveniki pač zdaj to spremljajo že nekaj časa, dajmo verjeti, da je to pač zaradi toplogrednih plinov. Če razdelimo po sektorjih svetovne emisije, vidimo, da je približno tretjina v energetiki, potem slaba četrtina v sektorju AFOL-ov, tukaj je rabi zemljišč prišteto še kmetijstvo, se pravi tako imenovane ne CO2 emisije, predvsem metan in pa dušikov oksid, potem 20% industrija, 15% se pravi sektor transport. Ne omenjam, da v bistvu večina emisij zdaj v Sloveniji, približno 50% je iz sektorja transport. In tukaj pač imamo kar izziv, kako te emisije zmanjšati v Sloveniji. Pa 6% stavbe. Zdaj, ta sektor raba zemljišč in pa gozdarstvo je pomemben zato, ker je bil zdaj v obdobju
2021 do 2030 vključen tudi v podnebne cilje, kar predtem ni bilo. Do leta 2020 ta sektor praktično nima vloge v smislu doseganja ciljev. Zdaj veste, da v letu 2015 je bil sprejet Pariški sporazum, ki pravi, da pač naj bi emisije in pa ponore na svetovni ravni uravnotežali. Tukaj ima zelo pomembno vlogo Evropska unija, ki je pač videla, da na mednarodni ravni ni prišlo do nekih večjih ambicij, oziroma da bi kvantitativno dosegali neke cilje in zato je pač na ravni EU sprejela svoje cilje. In ta cilj je zdaj bil spremenjen iz -40, ga je spremenila na -55 do leta 2030. No in ocena učinka, ki ga je izvedla, je ocenila, da sektor LULUCF bi lahko prispeval tistih 6%, kajti z obstoječimi ukrepi je bilo razvidno, da ciljev ne bi mogli doseči. Zdaj tole bom malo preskočil, kaj je pomembno, s toplogrednimi plini, sedaj metan, CO2 in pa dizošikovi oksidi poročamo. Pomembno je, da to je edini sektor, ki lahko prispeva ponore. V vseh drugih sektorjih imamo opravka z emisijami, tukaj pa imamo neke potencijale, kot so ponori, se pravi, ali odzemi, ki lahko te emisije balansirajo. Kaj je pomembno še, imamo 5 oziroma 6 skladišč ogljika, se pravi nadzemna, podzemna biomasa, odmrli les, odpad in pa organski ogljik v tleh in pa na gozdnih zemljiščih obračunavamo tudi tako imenovane pridobljene lesne proizvode. Se pravi, imamo 3 kategorije, to je žagan les, lesne plošče in pa papir. Sicer pa imamo v skladu z IPCC smernicami 6 kategorij zemljišč, po katerih poročamo, se pravi gozdna zemljišča, njivske površine, travinje, mokrišča, naselja in pa druga zemljišča. Zdaj, če res krajšam, se pravi o ponoru, o obračunskem ponoru govorimo, ko mi te zaloge ogljika po teh poljih povečujemo. Če se nam pa te zaloge zmanjšujejo, se pravi iz leta v leto, imamo popravka z emisijami. In pa še spremembe rabe zemljišča tudi vplivajo na nivo emisij oziroma ponorov. Se pravi, če tista zemljišča, ki imajo večjo zalogo, spremenijo tisto manjšo, imamo popravka z emisijami, če ne pa obratno. Se pravi, neke njive imajo manjše zaloge, kot recimo travniki, se pravi, ko konvertiramo nek travnik v njivo, je to pač emisija, obračunsko. Ok, to bom malo preskočil. Zdaj, kakšen je pomen? Na ravni EU sektor LULUCF izravna približno 7% skupnih emisij. Kar pa je pomembno, je pa mogoče, če pogledamo tale graf, vidimo, da je ta negativen trend, se pravi, ponori se na ravni EU zmanjšujejo, to pa mogoče predvsem zaradi enega razloga, ker se nam gozdovi v Evropi starajo in ker se nam gozdovi v Evropi starajo, moramo sekati. Sečna pa seveda negativno vpliva na samo bilanco oglika. Se pravi, če ponostavam je ponor tudi, kot bi rekel, tukaj nam priraste, tukaj posekamo in tale ostank akumulacije je v bistvu ponor. Večja je sečna, manjši je ponor. To je še po državah, vidite, da pač veliko ponora prispeva, ne vem, Francija, Italija, Poljska, Španija in pa Švedska. Lahko sem eno vprašanje? Ja. Ampak v resnici, če je sečna, pa če se ta les ugradi, a je to ponor? Mislim, a je to izguba ponora ali je to emisija? V RHV pa jih, tako imenovani pridobljeni lesni proizvodi, kar sem jih prej omenil, ne moramo v bistvu glih reči, da je to ponor, čeprav ga obračunamo kot ponor. Je v bistvu minus. Ampak jaz radi govorim o tem, da je to v bistvu res shranjevanje ogljika, oziroma lahko govorimo o nekih odloženih emisijah. Zato, ker vsaka ta kategorija ima svojo razpolovno dobo, se pravi žagan les 35 lesne plošče, 25 pa papir 2 leti. In potem se po neki funkcije prvega reda, neka eksponentna funkcija, to izračunava in to pomeni po 35 letih, tisti pul žaganega lesa gre potem nekam ven. Ja, je pa to se zihar potencial, ki bi ga lahko veliko bolj izkoriščali v Sloveniji. Jaz pravim, če na Švedskem lahko tradicionalno imajo lesene hiše
zakaj jih pri nas še vedno gradimo, če imamo 60% gozda in pa velik potencial za izrabo lesa. Ampak to so tudi v bistvu potem sprememba navad. Ko posegaš, je emisija. Ja. Ja, to sem že povedal, se pravi 9% površine, recimo omenjajo spremembe rabe zemljišč na ravni EU, ampak potem pa v bistvu na teh 9 površinah imamo pa v bistvu kar 28% skupnih absolutnih emisij in podzema, se pravi precej več. Veliko je tudi zaradi, se pravi, mineralizacije organskih tal, to je predvsem bolj na severnem delu Evrope, pa dobro tudi zaradi nekaj gozdnih požarov, približno 9% prispevajo gozdnih požarov, to je pa bolj v Mediteranu, se pravi Portugalska, Španija, Italija. Tole bom tudi preskočil malo, kaj je sem pomembno. Pomembno je to, da je pač ta ves zakonodajni paket, ki se tiče podnebne politike, je bil revidiran, a ne lani, zaradi večjih ambicij. Verjetno ste slišali za tako imenovani Evropski zeleni dogovor, se pravi, to je del paketa pripravljena na 55. Pač poanta je ta, da je pač Evropska unija sklenila, da bo znižala emisije za 55% do leta 2030. No in pač tudi uredba, ki ureja področje LULUCF, je bila pač revidirana in države so dobile svoje cilje. Mogoče čisto na kratko, se pravi, cilj za leto 2030 je 310 megaton na ravni EU. Slovenija je dobila zelo neambiciozen cilj, to pa zaradi same metodologije. Za izhodiščno leto so bile pač določena leta 2016, 2017 in 2018, v katerih je imela pa Slovenija, kot je tudi Lado pokazal, večje obsege ujma, se pravi, začenši z letom 2014 žledolom, potem pa vetrolomi v letu 2016 in pa seveda izbruh lubadarjev, kar je zelo vplivalo na bilanco takrat in smo v bistvu poročali emisije. Zato smo pač dobili tak cilj zelo neambiciozen, zelo blizu nule, bom rekel. Nekajšnjega groznega ponora. Dajmo se ustaviti še malo pri tej projekciji. Zdaj, Evropa nima samo cilj zmanjšati za 55 do leta 2030, ampak da bi pač tudi postala podnebno nevtralna do leta 2050. In v letu 2050 ne moramo drugače, kot da bomo še vedno imeli neke emisije zaradi tega, ker se bomo mogli greti po zemi, zaradi tega, ker moramo jesti, se pravi, še zmer bo emisija iz kmetijstva, ker se moramo voziti in tako naprej. Se pravi, te emisije ne moramo spraviti na nulo. In zdaj, kako te emisije zbalansirati? Rekli so, dajmo povečati ponore, se pravi, če smo zdaj tukaj, 22, dajmo povečati ponore na raven emisij, ki bodo takrat v letu 2050. Poleg tega je pa še tukaj ena druga štafura, to so pa še v bistvu, prav to je sektor LULUCF zboren, to je pa še v bistvu Carbon Removal Technologies, to so pa, se pravi, to ste že slišali za CCS tehnologije, ampak tako je videti, da te bojo prišle v poštev po letu 35, ker je v bistvu trenutno je to zelo, zelo drago. Odzemati CO2 iz atmosfere z neko tehnologijo je zelo, zelo drago, čeprav zdaj imajo Švedi oziroma Finci neko idejo, kako bi zakopavali les v zemljo, ampak te ukrepi se zdijo tako zelo še oddaljeni se niti. Kar mene moti pri te projekcije, da me skrbi, kako bomo lahko zagotavljali dolgotrajno povečevanje ponora. Zato, ker sami iz ekologije gozda vem, da v bistvu na neki točki, ko ti rečeš, ne bom sekal, bom pogozdoval, ne bom pogozdoval, slej, ka prej si na nuli. Se pravi, to, kar prirase, to posekaš in to v bistvu bodo neke oscilacije, ker pač v tem sektorju bom rekel, imamo pravka z naravnimi zakoni in ne gre drugačne. Ta ponor v nedogled, se mi zdi, da je to zgrešena politika, nažalost. Ne vidim, da bi to res s tem lahko uspel.
čeprav je nekaj potencijala pri večji rabi lesa, ne, pri shranjevanju, ampak problem je, če hočeš ta pul pol povečevati, moraš več sekati, ne, in je v bistvu pač nek začaran krog. Potem je pa še seveda negotovo zaradi ujm, kot je že Lago povedal, ne. Zdaj, če gledamo statistiko, seveda lahko najdete tak članek, pa tak članek, nekateri raziskovalci pravijo, da se pogostost teh ekstremnih vremenskih dogodkov povečuje, nekateri pravijo, da statistike niso nič drugače kot včasih, ampak recimo, da bomo imeli res upravka z nek večjo to pogostostjo ujama, ne. Ok, to bom preskočil. Ja, no, tale graf je tudi zanimiv, se pravi, zdaj, Evropa je ta cilj zagotavljanja ponorov, da bomo dosegali to podnebno nevtralnost, postavila kar na prvo mesto, ne. Še vedno pa imamo tudi, se pravi, biodiverziteta, kot smo danes videli, zelo pomembna, ne, in pa seveda zagotavljanje lesa zaradi pač človeških potreb. Ne, in zdaj, kam ta, jaz pravim, ta sweet spot, v bistvu to žogico postaviti v neko ravnotežje, da zadostimo vsem ciljem, ne, tu je pač nek izziv, ki ga bomo mogli pač rešiti, ne. Jaz pravim, ne moramo se obnašati, zdaj bomo zagotavljali samo ponore, na drugi strani pa nas ne zanima, kaj pravi proces Forest Europe, kjer imam pač nekih 6 teh kriterijev za ohranjevanje biotske raznovrstnosti oziroma na ravni Evrope, ne. No, to je tudi en zanimiv članek, ki je bil publiciran leta 2013, kjer so pokazali, da v Evropi se kažejo neki prvi znaki nasičenja ponora, se pravi, zaradi tega, ker se gozdovi starajo, ne bi ta ponorna sposobnost v starejših fazih gozda se začela zmanjševati, čeprav je seveda absolutni prirastek v teh gozdovih še vedno največji, ne. Relativni prirastek, bom rekel tako, mlajši gozdovi rastejo boljše, ne, ampak seveda absolutno prispevajo starejši precej več, ne. In zdaj, če bomo pač začeli to seč na starejših, ne, se bo pač ta krivulja lahko požela navzdol. Ok, to bom preskočil. Zdaj, o samem blažitvenem potencialu sektora LULUCF-ja, se pravi zmanjšanje krčenja in pa degradacije gozdov, povečevanje zalog, kot sem že rekel, izboljšanje odpornosti gozdov v smislu, da so gozdovi bolj odporni na ujme, nadomeščanje fosilnih goriv, se pravi, da uporabimo les namesto drugih energetsko potratnih materialov, potem zmanjšanje izgub, potem so pa še ostale kategorije, ki so mogoče pač imajo manjši potencial, ampak to so neki potenciali v sektorju. Zdaj, zagotovo ste se že srečali s terminom trajnostno gospodarjenje z gozdovi, tudi Lado je pač prej omenil to načelo trajnosti, to pomeni, da se pač z gozdovi gospodarimo na način, da ga ohranjamo, da ga ohranjamo v smislu površine, da ga ohranjamo v smislu ravni lesne zaloge, če pa se naveže na tole, kaj pravi v bistvu Helsinška resolucija, pa v bistvu pravi tudi na način, da zagotavljamo vse funkcije gozda, se pravi tako ekonomske, socialne kot ekološke, in pa, da ne posegamo v gozd na ta način, da bi ogrozili te funkcije ali pa koristi na način, da jih ne bi mogli izkoriščati tudi prihodne generacije. Se pravi, nekako ohranjevanje gozda v smislu sposobnosti, da se gozd pač obnavlja, da je vitalen in pa da zagotavlja te funkcije, ko sem jih omenil. Zdaj, če preidem na blaženje podnebnih sprememb, se pravi z vidika gozdov, ta ideja v bistvu že ni tako nova, čeprav sam termin, ta climate smart forestry, ki ste ga tudi mogoče kje slišali, je relativno nova, govori o 3 idejah, kako v bistvu zmanjšati emisije oziroma povečati ponore, se pravi, prva ideja je v bistvu, dajmo zmanjšati emisije na nek način, se pravi, bodi si je to preprečevanje krčitev,
ali so to neki preventivni ukrepi za zmanjšanje ogroženosti zaradi gozdnih požarov, ali pa je to povečevanje zalog, da v smislu, da izboljšamo rastišče boljš, ali da pravočasno izvajamo rečenja in pa končne sečne, pa tako naprej. Potem druga ideja je, da se prilagajamo, se pravi, da krepimo gozdove v smislu izboljšanja recimo drevesne sestave, to bom tudi malo kasneje govoril o tem, ali pa tudi, da uravnotežimo boljšo starostno strukturo in pa tudi trajnostno povečujemo produktivnost. To je pa v bistvu, da izkoriščamo rastiščni potencial, se pravi, če z gozdom neprimerno gospodarimo na nekem rastišču, ki je zelo produktivno, tam v bistvu izgubljamo. In pa tudi v smislu izkoriščanja lesa, tako kot ste že prej omenili, da les pametno uporabljamo oziroma ali da ga obrajujemo, se pravi, nekim izdelki z daljšo življenjsko dobo. Zdaj, če vse te tri aspekte oziroma ideje malo pobliže pogledamo, se pravi, kateri so vplivni dejavniki, bom rekel, na katere človek dejansko nima vpliva ali pa sploh nima vpliva, se pravi, naravne motnje. Naravne motnje seveda, če se nam zgodi nek gozdni požar, to pomeni emisije in tukaj nimamo kaj. Tole slika je iz Švedske, leta 2005 se je zgodil nek vetrolom, ki se je imenoval Gudrun, nekaj takega se mi zdi. Tale slika prikazuje količino lesa ranga milijon kubikov, čisto za predstavo, v Sloveniji približno zraste od 8 do 9 milijonov kubika letno. Potem je staranje gozdov, če v bistvu človek ne gospodar, se gozdovi starajo. To je nek proces, na katerega tudi nimamo vpliva. Po drugi strani pa te naravne motnje, kjer se zgodijo, tudi vplivajo, da se tam spet gozd ponovuje. Se pravi, v pragozdu imamo potem vse te razvojne faze gozda. Zdaj pa, če prijemem na ukrepanje, seveda z gospodarjenjem z gozdovi lahko vplivamo, kako se nam ta bilanca v gozdu spreminja. Kot sem že rekel, ali gremo s pravočasnimi rečenji, ali spreminjamo drevesno sestavo, uravnotežimo razvojne faze, povečujemo gozd, zmanjšujemo gozd, to vse vpliva na bilanco. Zdaj smo imeli tudi po teh ujmah sanacijo gozdov, smo gozdove obnovili. Seveda, obnova gozdov v Sloveniji teče predvsem po naravni poti, ker je po eni strani najcenejša, po drugi strani ima najboljša zasnova in je tudi najboljša. Čeprav jaz mislim, da tukaj bi lahko bili mogoče malo bolj pogumni, pa na nekih zemljiščih, kjer je težko zagotavljati naravno pomlajevanje, jaz mislim, da bi lahko malo več umetne obnove ali pa vsaj kombinirane obnove. Je pa tako, da trenutno v bistvu imamo 3 delujoče drevesnice, ki nam lahko zagotavljajo gozdni material, kar je v bistvu v primeru velikih ujm včasih malo problematično. Ker tega materiala ni zadost, to pomeni, da bi mogli pol ta material uvažati. Imamo zelo strikten zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, ker nam določa, kaj lahko pa kaj ne. In če se nam recimo še enkrat taka ujma zgodi večjih razsežnosti, potem imamo tam devastacijo in če so to zemljišča, kjer se naravno dobro ne pomlajuje, imamo tam nulo. In pa spremembe rabe zemljišč, to sem pa že rekel, v bistvu krčenje gozdov prinaša emisija. Kako se lahko prilagajamo? Se pravi, predvsem s spreminjanjem drevesne sestave. Zdaj, videli se tudi vlada je rekel, seveda v preteklosti za razstavljanje šole smo to smreko zelo forsirali in je tudi sadili v nižinah, kjer mogoče ni primerna. In če se ne motam, naša naravna vegetacija je približno 10% smreke. Zdaj smo videli, da je približno 3-krat več, tako da v prihodnosti najbrž bo smreka
zgubljala, ne. In tukaj moramo paziti spet na podlubnike, da pač to smreko, bom rekel, zmanjšujemo tako postopoma, ne, in vnašamo listovce. Seveda, po drugi strani pa ekonomsko še vedno bolj zanimivo kot pa buk. Z bukvijo praktično to, da jo damo spremeniti v sekance ali pa v biomaso za energetske namene, ne znamo kaj drugega, ne. Tukaj v bistvu mogoče tudi malo apeliram na kolege iz lesarstva, ne. Ne vem, se mi zdi, da smo malo smo zaspali pri tehnologijah rabe lesa, ne. Kaj bi se še dalo vse narediti. Čeprav tujina pravi, da recimo neki lepljenci iz bukovega lesa so pretežki, ne. Pretežki so za gradbeništvo in niso primerni, ne. Tako da za bukov moramo si izmisliti nekaj drugega. Ja, izboljšanje starostne strukture, no, to sem že rekel, če se pravi zamudimo z našimi ukrepi, ne, se nam gozdovi starajo in kaj se zgodi, ne, slej ka prej pride neka ujma, ne, neka motna pride, ne. Konec koncev, kaj se zgodi, če izvzamemo gospodarjenje iz gozdov, ne. Če čisto izvzamemo, pridemo na klasično ekologijo gozda, kjer vladajo ujme in pridemo do faze pragozda, ne. Kjer je sicer velika lesna zaloga, ampak če pa gledamo ponor, ne, je pa ponora v bistvu isto ali pa celo manj kot gospodarjenje gozdovi, kar je v bistvu zanimivo. No, trajnostno povečevanje produktivnosti, to sem že rekel, da pač izkoriščamo produkcijski potencial rastišč. Se pravi, če imamo neko rastišče, produkcijski potencial 9 kubikov, ne, ali pa še celo več, ali pa 12, mi pa predelujemo tam, ne vem, 8 kubikov priraska je to zguba, ne. Potem nadomeščanje, ja, fosilnih materialov, recimo beton, kovine, se pravi pa, da pravi porabimo lesa, ne, recimo lesena okna, in pa da shranjujemo, ja, se pravi, da povečamo ta delež te kategorije, kjer ima daljše življenjsko dobo, se pravi, recimo žaganega lesa, ne. No, to je nek potencial, ki je ocenjen za raven EU. Ta študija prikazuje, da bi lahko ponor do leta 2050 nekako podvojili z ustreznimi ukrepi, ne. Se pravi, to je predvsem izboljšanje gospodarjenja z gozdovi in pa nadomeščanje energije. Nekaj tudi spogozdovanje, recimo neka Irska, ker je v preteklosti praktično svoje gozdove čisto izkrčila, ima pač nek potencial, ker nima gozdov, ne, in pač lahko te gozdove povečuje, ne. V Sloveniji najbrž po 60% gozdov ne bomo povečevali, ker imamo pač druge probleme, recimo prehranska samooskrba pa tako naprej. In je bistveno to, da te gozdove pač samo pač ohranjamo oziroma gospodarimo z njimi kar najboljše, ne. In pa tudi to, kaj je osnovanje gozdnih rezervatov, to je pač, bom rekel, pomembno tudi z vidika krepitve biotske raznovrstnosti, ne. Ker se je pokazalo, recimo, naprimer, ne, ena zanimiva študija je narejena, mešani gozdovi, ne. Mešani gozdovi so po eni strani bolj odporni in pa imajo večjo proizvodno lesa, kot pa čisti gozdovi, ne. Recimo, to je bila neka študija, ko se je delal Preč v Nemčiji, so primerjali recimo smrekovo monokulturo ali pa če mešamo recimo neko buku, smreko pa celo bor, ne, so ugotovili, da so mešani gozdovi boljši, ne, v smislu proizvodne. To je tehnični potencial gozdarskih ukrepov, tu v bistvu smo iz literature povzeli, koliko je to v bistvu na hektar in potem smo tudi ocenili za Slovenijo. Seveda, ta največji potencial je pač v nadzemni biomasi, ne, se pravi kar 5200 kiloton. Zdaj, tehnični pomen, to je, kar je največ možno, ne. Zdaj pač, kaj se v praksi zgodi, je pa odvisen od nas, ne. Ali pa, bom rekel, tudi od tehnologij, ki se nam ne razpolago. Ampak, kot boste videli, ne, ta tehnični potencial, recimo zaradi rabe kmetijskih zemljišč je precej manjši, no. Tukaj govorimo o nekaj 100 kilotonih, medtem ko tukaj govorimo če skupaj seštejem
slabih 7-8 tisoč kilotonov. Zdaj samo še 2 slajda imam. Evropa je zdaj v bistvu vse svoje, bom rekel, ambicije ali pa te cilje v bistvu združila v različne strategije, ne. Se pravi, eno je recimo na področju kmetijstva, ne, to je ta farm to fork oziroma od vilic do vilic, potem ta strategija za ohranjanje biotske pestrosti, potem je nova gozdarska strategija, uredba LULUCF, in v bistvu, kar je meni zanimivo je to, da ne moreš nekega cilja, oziroma se mi ne zdi prav, da bi zdaj ta cilj zagotavljala ponorov dal pred druge cilje, ne, se pravi biotska raznovrstnost, les ali pa recimo tudi prehranska varnost, ne. Po drugi strani, če pogledamo ta drugi paket, v letu 2023 komisija pripravila zdaj neko novo zakonodajni paket za certifikacijo kreditov. To pomeni, da bi bili lastniki gozdova, pa lastniki zemljišč plačani, se pravi bili neke subvencije, da zagotavljajo polnoro v gozdovih. Tukaj je bistveno to, da preprečimo dvojno obračunavanje, se pravi, mi pa dobivamo podatke z nacionalne gozdne inventure, oni morajo pa vse pred nekih audit oziroma neke firme bojo, ki bojo preverjale, kakšno je v bistvu stanje v njihovih gozdovih, se pravi nek monitoring delati in bistveno je to, da preprečimo dvojno obračunavanje teh emisij. So pa že zdaj v bistvu na voljo neki prostovoljni trg, kamor se v bistvu lahko poznate PCF standard, poznate FCP standard in se pač lastniki zemljišč lahko vključijo. No, potem je pa še paket na strani potreb, se pravi bioekonomija, energetska učinkovitost in pa tako naprej.